Dober dan iz ljubljanskega studia 163, to so Vesti na vesti. Dobrodošli v novem letu, dobrodošli v novem studiu. Imamo Rožo, imamo Barbiko, imamo Nino Bučuk z gasilskim aparatom, ki skrbi za požarno varnost. Imamo nove obleke, novo podobo in pa nove referendume. V tej državi je nadvse kul biti proti. Ta teden se je pričelo zbiranje podpisov proti malem delu, v četrtek pa tudi proti pokojninski reformi. Proti! Šiško, ajde na seri. Se bolj borim ravno za te stvari, da bomo študenti po študiju dobili lažji zaposlitev, ne da boš po študiju kot mali delavec. Niti za pokojninsko reformo niste se s tem malim delom. Ja. Ste za to, da gre stvar na referendum? Seveda. Naj ljudje povejo svoje. Kdo bo pa delal tam do 70 let? Pa not na upravljanje noti vam pa dajo žig, pa not boste podpisali in to. Pa še nekaj dodati, pa smo hteli pogledati, pa boste pa dopisal. Čak samo, kaj zdaj ta razlagal? Pokojninsko ali malo delo? Ja, oba ne, v bistvu ne. A veš, on bo šel in bo dal podpis za oba, ne? In proti pokojninski in proti malem delu, ne? Pa že proti RTV, to smo pa že glasovali. Stari, sem da smo proti. Vendar pa ne delijo vsi enakega mnenja. Med mimoidočnimi marsikdo podpira malo delo. V bistvu so bili nastavljeni od vlade. Če pa študira, pač neko malenkost, da si zasluži. Ali pa upokojenc tudi nekaj malega, da bo pač nekaj malega si doprinesel svoji boljši pokojnini. Se pravi, vi se strinjate z zakonom o malem delu? Seveda. Pobudnik akcije zbiranj podpisov za referendum o malem delu je Študentska organizacija Slovenije. Namestnik predsednice ŠOS, tako imenovana moška šoba, Rok Primožič. Malo delo v slovenski prostor prinaša prekarizacijo dela. Delo, ki je bilo do sedaj začasne narave in izjema, se sedaj širi tudi na druge družbene skupine in to ima lahko zelo škodljiv učinek za vse, ne le za študente. V Študentski organizaciji Slovenije smo prepričani, da je malo delo korak stran od socialne države in zato nesprejemljivo. Zaradi tega bomo s svojimi aktivnostmi proti uveljavitvi tega zakona vztrajali do konca. ŠOS gre do konca. Sindikati. A veš, moška šoba, pa sindikati, pa fanti se bojo malo... Izvršni sekretar ZSSS za pravne zadeve in zaposlovanje Andrej Zorko. November 2010 je bilo 16.000 mladih, starih med 25 in 30 letom, brezposelnih, kot takšni prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Novembra 2008 je bilo takšnih 9.000. To je dokaz, da je država, namesto da bi spodbujala zaposlovanje mladih, odpiranje novih delovnih mest in sprejemala ukrepe, ki so potrebni v tej smeri, žal sprejela zakon o malem delu. Zakon, ki je v Nemčiji ubil 1 milijon rednih delovnih mest. Zakon, ki je v tujini dokazano povzročil prekernost trga delovne sile. In zakon, ki pritiska na plače redno zaposlenih delavcev, na njihove pravice, na njihov standard. Če še niste pripričani, zakaj bi bilo treba glasovati proti, je tukaj zdaj ta stric, ki bo zbiral podpise. Spravi, koordinacijo zbiranja podpisov je prevzelo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, oziroma offspring ŠOS-a, zaradi tega, ker ŠOS se noče s tem, ne, ker ŠOS ima samo študente, ne. To je pa, veš, dostojno delo in socialna družba, so pa še upokojenci, pa vsi, ki so brezposelni. Skratka, predsednik gibanja Marko Funkel. V tujini pa imamo podatke iz Nemčije, da vsi, ki so delali preko malega dela, pa niso bili zaposleni, le 10% takšnih ljudi je našlo redno zaposlitev, tako da most med brezposelnostjo in zaposlitvijo malo dela vsekakor ni. In prišel je čas, da končno pustimo do besede tudi pozicijo. Minister Svetlik vztrajno opozarja, da je naš model malega dela najbolj izpopolnjen in prilagojen za prekerno Slovenijo. Kaj to? Prešerno si hotel napisati? Prekerno. Prekerno? Kaj je prekerno? A veš, kaj je prekerno delo? Ne, prekerno, ne vem, kaj je prekerno. Ne vem, kaj je prekerno. Dej, posnetek pa sem mi zmenila, kaj je prekerno. Okay. V nemškem sistemu nimajo delodajalci nobenih omejitev, se pravi, lahko ponujajo neomejeno količino malega dela ob drugih delih. Pri nas te omejitve so, kot rečeno, zelo jasne in zelo
določene kar z vidika velikosti organizacije, čim večje, tem več teh možnosti ima, se pravi, tem večji obseg dela lahko na tak način ponudi, pa vendar je ta omejitev, kot rečeno, bistveno večja, kot jo danes izrabljajo posamezne organizacije, kar zadeva študentsko delo. Poleg tega je pa pri nas malo delo omejeno na tiste skupine, ki že imajo socialno varnost zagotovljeno, medtem ko v Nemčiji je ponujeno to delo vsakomur, kdorkoli želi lahko takšno delo opravlja. Se pravi, da je lahko tam to substitut za redno zaposlitev, pri nas pa to temu ni tako. Tudi nemški strokovnjaki ugotovili, da so rešitve, ki jih ponujamo mi, precej boljše, bolj ustrezne, kot pa tiste, ki jih imajo oni v svojem sistemu. Čeprav Šiško, jaz verjamem temu stricu, Svetliku. On ima plešo, stari, pa strokovnjaka je imel iz Nemčije. V Nemčiji so naredili Mercedes, BMW, razumeš, oni živajo te stvari. Ja, z malim delom, ja. Ja, ne vem, kako so naredili BMW. No, skratka, očitki prihajajo tudi iz opozicije. Aha, imamo spet enega, kaj proti. Jernej Vetrovec, kaj? Vrtovec, Mladoniš. Vrtovec? Ja. Ok. Mladi Slovenec. Predlog zakona bo drastično poslabšal socialni položaj slovenskih študentov, saj je mnogim študentsko delo edini vir prihodka in dejansko socialno razbremeni tudi starše. Vlada tako uničuje slovenske študente in se ne zaveda, da je študij vrednota, da je študij nekaj, kar je naložba za prihodnost. Čak samo, se pravi, podmladek Nove Slovenije štrajka skupaj s komunistično rdečimi z SSS in z šosom bando pokvarjeno. Temu se reče kriza. Stari, ne sem kriza, kje mi živimo? Pardon, ja. In malega dela je lahko samo tako malo, da je bolj podobno socialni podpori, kaj meni danes pomenim. Brezposelni diplomirani zgodovinar Primož Frejle. Zakon o malem delu bi jaz, če bi šel seveda delati, bi mesečno dobil 180 neto. Zdaj dobivamo pa socialne podpore 160, pa dosti očitno, kje stvari ležijo. No čudnega, da je brezposelno. Nisi dober naštudiral. Zakaj bi potem sploh opravljal malo delo? Lučka Žižek, v.d. generalne direktorice Zavoda za zaposlovanje, pojasni njegovo zmoto. Zakon o malem delu je lahko ena priložnost tudi za naše brezposelne osebe, saj pravzaprav nam zakon o urejanju trga dela dopušča brezposelni osebi, ki prejema denarno nadomestilo, da lahko ustvarja dohodek do 200 evrov, brez da se mu denarno nadomestilo zniža. Tako da pravzaprav je verjetno lahko tudi ena oblika aktivacije brezposelnih oseb. Dobro, skratka, dokler ne zasluži z malim delom več kot 200, je vse v redu, ne? Ja. Pa imaš 160 podpore, pa 200 in imaš 360 in živiš kot lord. Tudi iz sindikata Neodvisnost opozarjajo predsednik Drago Lombar. Neposredno je to konkurenca. Konkurenca za redno zaposlene. In to najmanj v dveh oblikah. Prva oblika je, da bodo delodajalci izkoriščali in ne zaposlevali tiste, ki danes iščejo službo preko Zavoda za zaposlovanje, ampak bojo zaposlovali študente. To pa pomeni, da bo manjši priliv tako v državni proračun iz naslova davka in prispevkov, drugič pa bojo to nižji osebni dohodki, kar pa pomeni neposredno konkurenco plačni politiki in pa minimalni plači, ki je bila sprejeta. Vendar je zaposlovanje malih delavcev, hvala, malih delavcev. Vendar je zaposlovanje malih delavcev številčno omejeno glede na velikost podjetja, tako da bi marsikateremu delavcu na študentsko napotnico morali dati redno zaposlitev. Mauricija Batič, namestnica v.d. generalne direktorice Zavoda za zaposlovanje. Zagotovo bi, ocenjujemo, uveljavitev zakona o malem delu pomenila tudi kar nekaj rednih delovnih mest, ker vemo, da je zdaj obseg študentskega dela relativno velik, da potem zakon predvideva določene omejitve, tako glede delodajalca kot tistega, ki malo delo izvaja. Zakon ima eno luknjo. Recimo, da imaš lahko zaposlenih na 10 zaposlenih ljudi, imaš lahko 2, ki delate na malo delo, recimo, da so to študentje. In recimo, da imamo bar. Ti rečeš študentom, ki lahko delata vsak po en dan v tednu,
da naj delata cel teden in ima plačaš na roko tisti dan, ki je po zakonu predviden, ne, se pravi po zakonu o malem delu, vse ostalo jim daš pa na roko, ne, zaradi tega, ker pač valjda pobereš, ne daš računa za pivo pa to, ne, in imaš cel kup ene zaloge denarja, ki potem daš na črno ven. Če pride inšpektor, ki jih je izjemno malo, kot bomo slišali v naslednjem prispevku, pač študent gleda zlomka, ravno tisti dan dela malo delo. In to je zabavno. Stari, rešili smo svet, evo, legalizirali smo delo na črno, oziroma kaj smo naredili? Nič nismo naredili. Pobarvali smo malo z belo operacijo. Malo belo, delo na sivo imamo zdaj. Dobro, v gibanju za dostojno delo in socialno družbo kljub vsemu zaključujejo, da... Kje gori? Ni problem, da študentje vlečejo študij zaradi študentskega dela. Problem je v tem, ker jim to država dopusti z nepravilno implementacijo bolonjske reforme, z premajhnim nadzorom. V Sloveniji imamo 18 inšpektorjev. Če teh 18 inšpektorjev ne more zagotoviti nadzora nad študentskim delom, nas zanima, kako bojo to zagotovili pri malem delu. In seveda tudi enotna evidenca vpisov, še vedno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sicer vpeljuje sistem enotne evidence visokega šolstva, ki pa ni usklajen z Ministrstvom za šolstvo in šport. Se pravi, dokler teh vzvodov, ki jih država ima za ureditev študentskega dela, ne porabi, je nesmiselno govoriti, da je to urejanje študentskega dela. Zakon kot tak ni spisan za delavce, ni spisan za brezposelne, ni spisan za študente in dijake, spisan je za interese kapitala, ki bi si seveda želeli fleksibilno obliko dela, da lahko delavce še naprej izkoriščajo. Sliši se grozen, po drugi strani pa tudi delavci komaj čakajo, da izkoristijo kapital, kar je tudi grdo od njih. Kaj bomo rekli? Ne bomo rekli nič, vsi so proti, vlada je za, človek s plešom, a nemške strokovnjake, ne vem, kaj ne se človek misli, ne vem, težke so stvari. Gremo hitro še ostale teme obdelati. Obrtnikom je zavrelo, Radičeva, Pavlinič, Krepsova, Zalar in Svetlik so dobili obisk z obrtne zbornice. Obrtniki so zarožljali z državljansko nepokorščino, ministrom pa je uspelo situacijo začasno umiriti s predstavitvijo zakonodaje, ki bo blažila posledice krize. A ni že konc krize? Ni še konc krize, ok. Predsednik upravnega odbora OZS Štefan Grosar. Cirka 10 000 obrtnikov in podjetnikov je ostalo v 2 letih na cesti, torej so dali obrt stran, so zaprli svoja vrata in vsi ti so danes na področju sive ekonomije. In to področje je še kako krepko veliko brezno te države, ki ne zna pobrati denarja iz njega. Na tem segmentu se vrti 10 milijard realnih evrov. Ne zahtevamo denarja od države, ampak zahtevamo prijazno delovno okolje, ki nam bo dalo jasne odgovore, kako jutri, po jutrišnjem drugo leto in čez 2 leti naprej, da bomo vedeli, kaj na določenem segmentu lahko pričakujemo in kaj imamo v te zakonodaje. Na davčnem, na dohodninskem, na vseh ostalih področjih. Veš, tudi obrtniki grejo na sivo, ne? Se pravi, obrtniki bodo komaj čakali zdaj na malo delo, ker malo delo ima rado sivino. Gremo na Kitajsko. Kitajska kupuje državne obveznice najbolj problematičnih evropskih držav, od Irske do Španije. V tem trenutku ima v tujih državnih obveznicah, večino v ameriških, investiranih kar 2,3 trilijona dolarjev. To je koliko? To je 2300 milijard velikanih dolarjev. Gremo na bolj vesele teme. V okviru niza aktivnosti ob 20. obletnici Slovenije je urad vlade za komuniciranje, skrajšano UKOM, skupaj s spletnim portalom Picture Slovenija izvedel fotonatečaj Poslikajmo Slovenijo 20 let samostojnosti. Komisija, ki je svoje delo zaključila že 23. decembra 2010, je prvo nagrado podelila fotografiji z naslovom Ribiča, avtorja Roberta Kruha. Druga nagrada je pripadla fotografiji Zadnji žarki, avtorja Darka Brenka in tretja nagrada Janiju Novaku za fotografijo Rezalec. Ampak veš, to je laž, to je grozno, to je 19, oni so, ki bo še Slovenija 19 stara, ne moš to tako. Dobro, gremo dalje. A še kaj dalje, ni več dalje. To je to. Iz ljubljanskega studia 163, prvič v 3D tehniki, s 3D sceno, lahko daš roko noter. Vestina vesti. Z vami sva bila Marko Bratuš, Jan Šiško in požarna varnostnica Nina Bučuk. Še kaj? Ne. Bi rekla, plačujte davke, ampak nam ni več treba. Mislim reči.